Kaj je zdaj model? Evo ga, marc, nekjer je 6., 7., nimam pojma. Danes bo sončno, sobota je, pa sva se s Pasotom zmenila, da greva do morja malo se zapela, da odpremo tole sezono. Me že čaka, on je iz Podutika, pa ima ono, to hudo aprilio, ni RS, ampak je to ono, 1000. Pa sva rekla, ajde greva se zapelat malo dol, da odpremo to sezono. Za dvejčkom lepo grem jaz, ne se daš, a sem bil na morju, pa sem bil lani, po moje, vse niti ne vem. Vem sam, da sva se lani s Pasotom vozila in nisva niti enkrat posnela na eno pot. Tako da mislim, da je zdaj prava šansa, da naredimo en otvoritveni vlog, s katerim odpiramo počasi sezono, čeprav še ni za motor ta prava temperatura, niti asfalt, tako da je treba voziti res, kako bi rekel, z rezervo. Prejšnji teden sva celo naredila eno turo do Trojan, zdaj pa gremo do Kopra, po moje, ali pa Portoroža, bo videla, malo kje pojest dol, pa se imeti fajn, no? Če že lep vreme, pa sobota, pa prej smo. Evo, sem oblekel svojo jakno, katero sem imel na Škotskem, mislim, da je leta še nisem oblekel. Ajde, pa da vidimo, če tole čudo pržge. Gledali ste moj vlog, ki sem naredil za ADV-ja 750 unga rumenga, ki se je Focus hajil, ki sem rekel, da je dilerski motor. In zdaj je edino, da diler kupil dilerski motor, veš kaj. Malika Honda, okej. To ima ročna, kar je ful dober pri temu motorju, da ima ročno. In shit, ko me svam pač. Vse bo šlo, tole. Bo šlo, ja. Ju viš. Zdaj sem poklanc, no, zdaj pa poringa nazaj. To je pa fora teh težkih motorjev. To je veš pa zakon. Joj, zaglavijo sem, stari moj. Jebem ti. Nimam rikverca, gledaj, se ne moram obrniti. To je pa težek motor, stari, gled to. Takole, gled to, ena po ena. Ena po ena. A bo zdaj. Jebote, gled to. Kirurška natančnost. Jedva izvuko. Da za začetek dneva, na ogrevanje. Daj v predstavo, ajde. Ja. Treba dati gor tačko. Pa sem se namučil. To je skuter, ne? Skuter motor. Sam ga ni čez Vespo za pomesti. Ga ni, žal. Papirje imam, narenco imam, telefon imam, zaščito imam. Tele imam džinske, ki so na cesto, mislim, motoristične. Pa sem dal nazaj tiste ščitnike not na kolena. Pa je vse skupaj malo čuden, ampak nima veze. Ajde, pa gremo. Ja, se vam tudi kaj Rusi drgat čelada. Recimo, eni imajo noter te pinloke, kar je ful dober, dela. Ene pa nimajo, pa mora pa zun mi sprej lepati. Mislim, lepati, špricati. In tudi deluje do ene mere. Fora je, kad ti posprejaš sprednjo šajbo, a za Rusi se ti tale vizir, notranji. To je tokrat sem naredil. Evo, gledaj, jaz lahko stopam, gledaj. To je kar je, recimo, prednost tega motorja je, da greš lahko po makadamu za šalo. Kar je pa minus je pa, da zaradi te široke balance, se samo, hvala. Zaradi te široke balance ti ful piha veter tukaj, ne. In kar se tiče ceste, pa to je Forza boljša. Se pravi, Honda Forza 750, če se furate po cesti, pa nič po makadamu, vam priporočam Forzo pred tem. Tale pač in Forzo sem včasih imel, uno starejšo, pa sem hotel zdaj to, evo, Rusi se mi, veš, pa sem hotel zdaj tega probat, ampak za samo vožnjo, ta je mehkejši, ampak on je bolj za cesto. Je, boljša vetrna zaščita, več prostora za noge pa tako. Ampak vse se da, no. Samo tako, da veste, no, ko boste kupovali. Če boste sam po cesti, pa da ste imeli T-Maxa, pa da bi radi nekaj jačega, skupite Forzo. Znači, to je to, gremo počas proti Pasotu. Evo ga, tukaj kažem, kako je motor miren, brez rok. Ne moraš verjeti, stabilen, čist. Tukaj pa s Pasotom. A se me je kaj slišal? Prav rekel sem mu, evo ga, 100% je on izvadil je duši glas. Ja, gledaj, da noviš sam ti glasen. A veš, moram tudi jaz biti. Da ga vidim. To je po 14. februara. Nisi, pizda se dere.
Zdaj si švic dovolj. Origi Gigi stari, ko je? Kje se te sliš? Od une ceste tam. Ma ja. Tam, ko si pri cerkvi, cep tle, pa tukaj noči se kevlja, prihaja. Včeraj sem videl T-Maxa je šel. Let, ko je dal gas. Ja, sem se rekel, ok, v redu, zdaj mi je jasno, zakaj sem prodal. T-Max, ko je, a veš. Ni nikavo, ne? Ne to, da ne gre, ker je on dober, sam zvok. Skuter, a veš. Zdaj, ko sem se navadil na to in ko slišal T-Maxa, mi je ono Sad ti je jasno. otroka, veš, ono. Kada bi imel ono od svojega unga energije, a štekaš. Vse ga pelja se dobro, vse, sam pizda tle naredi full zvok. Dino, 750 kubovskih. Pa 20 dinara. Včasih si ga drko na 150 kubov, na Leonardo. Na Leonardo ta stari. Zdaj imaš pa 750 kubov. Sploh se ne zavedaš. Ne. Ne. Zdaj, ko te postavim pred dejstva, pa Sploh se ne pizda, ja, ima prav. imaš prav, veš 750 kubov, včasih to, kar si rekel, Leonardo 150. Kje si, kaj zdaj? Šta ima? Kje je tvoj motor, pizdar, da se gremo furati? Odmah lječi glavo. Veš kako lječi motor glavo? Ajoj. Prije ni pica, ne mere da izlječi glavu, ko što more motor. Ni pice. Ni pica. Nisem si kupil tega Ni pica, staj. Zdaj gledam, malega Tomasa. slušaj, zdaj gledam, ko se peljem tukaj mimo, vidim tako en par. On je ene mojih let, dva otroka, psa, sav je posjedio, očelavjo, udebljal se, hod. Una vsa razvaljena, debela. Ke. Sem si mislil, prijatelj, ni šans, da jaz to imam. Ni. Dino, je bilo sam to. Sam da stran. Pa sem mislil, fucking shit, stari, v kjermu terorju je on, stari. A razumeš, on ima družino in zaradi unga psa unih otrok, on mora trpeti uno, daleč od unga, kar je izgledala. Alo, da ne pozabam, no. Kva? Legendaren, kot McLaren. Legendaren. Hudko mati, A ga nikoli prej nisi šel? Ne! Ne, 6 let je že v zoni. Ma daj, dosti skate zjutraj poslušal se. Legendaren K. McLaren, Ja, prodaven. zdaj še na to pride izraza K. McLaren, šta oni znajo, kaj je on ta star McLaren, kaj ga je Mr. Bean Spomniš? razbol star v enem krogu, jaz sem sval to. Ta McLaren je bil na gospodarskem razstavišču, ki je vam prišel 95. Mi smo ga gledali. Zlati stari. avsmah je na to pozu, vse zlato, Ja. ko odvaja toploto. O, dobro, da si slišal komad, nisem vedel, da ne veš. To smo 6 let nazaj malo se zabavali, pa smo naredili komadi na to. 6 let niti ni to koristilo. Ja, več znam sve. Prijatelj, Odavno. kupiš motor, izlječiš glavo. To je to. Samo Poglej je njega. res to, majka. Ja, se je. Ne, to se jaz ne zabam. To je res. To je samo en namen ima tole, da se počutiš dobro. Nobenega drugega namena nima. Leči men šuma. Ovo je nad šumo 10 puta. Jaz vem kaj je šuma. Ovo je nad 10 puta stari. Tako da neko 50 kot malo, da malo prdekaš okolo. Ker čutil veter v lase. Stari, ti boš mislil, da si spet 15. A razumeš? Res to ti jaz govorim. Jaz sem bežal za ga vozil gor, da pa se slišal Igor prihaja. Gasno, hitro v garažo, jaz pa papuča. Ajde, prijatelj. Pa sam nazaj. Svakamo čas drugač, da se je pa upal vzeti. Čao. pa Aj si to. kradu ga? Ja, Koga moj brat ja nisam me? ni znal. Isto ne moj brat. Jaz hitro, da ga pospravim, jaz v papučah, v kratkih in nekak spodrsnem in gasniki, Ne. padam in podrajcam in koleno in Je prste. sota, majko moja. Meni je tudi brat kradel motor, skuterja, pa BTA, jaz naredil stikal stari. Prav, jaz sem bil v vojski, ali kje ne, v šoli. In brat razlagal, noču da pržge, jaz gledam in stikal, klink, a ona velika stikala so bila, ni bilo kaj zdaj sakriješ, klink, ping, jaz v šoli upam in šole, In lejte ga, to je ta Robocop, kateri se je že oblekel. Vedno preden gre, mora se javiti. Ale, javiti svom vođi. Vsak moški ima vođo. A ne? In če se ne javimo vođi... Kaj zdaj? A skje skušal ti malo? A? Ampak zdaj ti, bravo, hod na fitness paso. Valjda da hodimo. A ne? Kje pa bomo, mi smo že v letih. A ne moramo. Kaj pa zdaj tole? Transformerja pa žgemo. Žvala je spet na cesti, ja? A ne? Ja, sej. Čez 3 leta bo pa 15 lučk pisa. Evo in ljudi moji, ropoče. SC Project za 3 ure še vedno gor. Majko. Čez selce. Odpirava sezono. Hell motherfucker yeah! Ampak zdaj bi lahko rekla, kaj je lep dan,
da odpiramo sezono. Čeprav mora biti z rezervo še vedno, ker je hladno. Ja, ne, pune rezerve. Sploh pa ti. Jaz sem ostal že ob 5. Jaz tudi. Jedva sem čekal. Ja, jaz tudi. Jaz bi bil že tle ob 10, sad sem rekel pizdarija, mogoče ga ne bom spet. Ne, pa mrzlo je bilo. 9 stopinj, ali zdaj švicamo. Ja, 11 Da stopinj. najboljše kar greva. Stari moj, če mi je pa kaj muka, mi se pa muka oblača. Če bi lahko takole naredil, klik pa da bi oblečen, ej. Ampak je v stilu, je v barvah. Polako. On že je MotoGP. Ajča. Znači, gremo počas. Ajde, strojčina. To je to. Znači, gremo proti morju. Počasi. Prvič to sezono. Fino dal neki pojest, popiti, to je to. Ni lepšega kot, ko imaš družbo, ko ima enako strast kot ti, ko je vreme lepo, sonce, dejansko cesta in greš na morje. Na morje hodim z motorji že od, začel sem pri 17 prvič. In vsakič, ko gremo na potovanje oziroma je neka vrsta avanture. Evo ga, še en veseljak z novo CBR 600RR. To bi tudi imel. Včasih sem imel letnik 2003. Je pa res, da razmišljam, da bi imel jaz tudi enega težkača. Se pravi, to je tak cestak, ki je zelo neudoben za voziti, ampak je fajn ono, ki se vrti. Razumeš, ki imaš feeling, adrenalin, ki ti naredi. Ker recimo ta moj ADV, ki ga imam, to je recimo ena računica, jaz temu pravim, en tak vse uporaben motor, ful dober vse. Sam je žal sam 60 konjev, zato pa tudi pije sam 3,5 litre. In itak, starejši si, bolj racionalno razmišljaš in seveda si vzameš motor, ki ti največ tudi 2. Ampak ker smo tudi v stanju, da lahko imamo več motorjev, in ker jaz imam polno garažo motorjev, bi si kupil še en motor, da bi lahko tako letel, kot spasal. Ja, vsi motoristi vozijo hiter, ko lahko. To je ena kot ena. Ampak v takih primerih, kot je naselje, pa tukaj, ki so ponovadi policaji, pa pač voziš po omejitvah. Vedno se moraš zavedati, da na motorju si najbolj ranljiv in da če ne boš pazil nase, ponovadi drugi ne bodo pazili nate. Zato, ko si na motorju, moraš vedno ful predvidevati in razmišljati 5 korakov naprej. Recimo v tem primeru, zdaj, ko se peljemo, asfalt je mrzel. Ne smeš si dovoliti nekih ful velikih nagibov, nekih ful velikih pospeševanj, bremzanj, ker hitro lahko guma zdrsne. Ok, novi motori imajo ACR, ABS, ti pomaga, če ti zdrsne guma, da ti ne vzame motor in to, ampak vse nikoli ne veš. Ne moreš 100% zaupati elektroniki. Recimo tukaj te ride, ki so, to je ful znana in popularna cesta, kjer razni Rossi in Markezi pilijo svoje veščine. In tukaj recimo jaz vozim kar po jajcih, že tako ali tako, tudi polet. V takem primeru pa še bolj. Zakaj? Ker vedno si predstavljam, kaj pa če mi spreden del vzame, kaj pa če mi zadnji del vzame in razbijem nov motor, ampak ne sam to, razbijem sebe, kar je pa konc koncev itak najbolj pomembno. Zakaj? Zato, ker motor lahko vedno kupaš, sebe pa ne vem če. Enač se je bilo treba malo ustaviti, evo, tlele sem pod gostom, baterije je zmanjkal. Spaso je kar nortno, se mu ne zameram. Itak je celo zimo čakal, da se voza, in on gre kar po svoje. Če imaš ti 175 konjev, stari moj, itak da si boš dol duška. Popa je še veliko motorjev zraven, stari, popa že ego šopa, stari, se pa kar med sabo. No, tale moja kamela, kakor jaz pravim, ni baš neki, kako bi rekel, hitra. Če primerjam se z motorji, je pa tako all arounder, kar mi pa tudi paše. A sem jaz kaj govoril o njemu? Evo ga. Kaj bilo? Kam ti kar greš? Da te čakam. Pa ti kar greš. Idem pa jaz na gravel. Pa moram dati v prestavo. Da pa ta motor blesti na temule. Da nam je blestel po tleh. Opa. Ale težka krava, ko gledaš po internetu, kva delajo s tim,
Daj. No to zdaj, ko ste bili priča, to je bilo do konca, se pravi prva, druga, tretja. Ker ima ta avto una dva vzadka peškiriča. To je una primerjava naše generacije pa nove generacije. Naša generacija je furala motorje, a nova generacija se pa stiska na skirojih. Res pomankanje testosterona in rezanje jajc je v teh časih kar orang. Znači gremo zdaj tukaj tankat, ker je Spasiču že zmanjkalo bencina, jaz sem imel pa še več kot polovico. Kiša komi dal dol. Po glava me boli. Gospod, vi pa zelo radi navijate gas na motorju. To kar rad tršim ljudi, To so pa da pa- smo opaženi. Ja. Pa vsi trtajo. Hop, cup, hop, cup. Se drugače, ko ga pohod stari, se sliši. Jaz sem sam pol tanka porabil, ampak se že vozil. Iz Kranja do sem pol tanka. Dobro, da jaz dam čep gor. In za ta čep lahko tudi pozabiš gor. Znači grem plačati, pa pičemo. Často me, 3 litre 52. Sponzorsko. Ali ni popegno, bo dal še za ješča. Gremo. Tele jakne, pa teh rokavic sem kar vajen, ker sem v njih šel na Škotsko. In prav dobro pokrije, da bi nič ne piha. Ker pa v unih drugi, zato ker ima motor široko balanco, mi kar spodaj veter gre. Tako da je kar, tale jakna je kar cool, no. Pa ni tako draga. Vidite pa pri Bombergerju v Kranju. Enoč gremo počas. Zdaj je ponavadi na temu, to je bil OMV, zdaj je to MOL. Se vedno zbirajo motoristi in tokrat tudi nič ni bilo drugače. Vedno, ko se ustavljajo večinoma tukaj, to je v Postojni. In če hočeš tankat, pit kavo, prideš sem, se ustaviš, malo pogledaš motorje, se pogovoriš kaj z motoristi in poprašaš, kam grejo in mogoče tudi nadaljuješ vožnjo skupaj. Tako da pot proti Kopru se nadaljuje. Zdaj ni bilo glih toplo, tam je 12-13 stopinj, tako da nekak bolj si šel proti morju, bolj ti je bilo vroče. Čeprav ni bilo tisti dan vroče, ker ko si prišel dol na morje, je bilo presenečenje. Vem sam, da od Postojne naprej je meni osebno najlepša cesta. In zakaj to je? Vse ne vem, a je to Kras, bi lahko temu rekel. Zemljepis, pa jaz, to je bilo bolj skregano, ampak ja, imel sem včasih eno toršico Jeršičko, katera je, letos umrla, 100 let je bila stara. In ona nas je učila o geografiji Slovenije, ker jaz, ko sem prišel iz Trnovega leta 92 v Črnuče, na sredini šolskega leta, je prvo, kar je Jeršička rekla, da vidi moj zvezek geografije, ne? In je bila zgrožena. Jaz se niti ne spomnim, niti ne vem, da sem jaz sploh, ko sem bil mulc, neki sodeloval v šoli. Sploh ne vem, če sem imel fokus oziroma če sem sploh dojemal, da treba slediti pa se učiti. To mi južnjaki, naši starši niso imeli čas za nas, da se ukvarjajo z nami, tako kot zdaj, ko se starši ukvarjajo več z otroki, kakor otroci. Otroci se ukvarjajo sami s sabo, ker danes dejansko starši delajo domače naloge, poučijo se, pa hodijo v šolo težiti profesorjem oziroma učiteljem, ker njihov otrok je glup. No pač mi nismo imeli neke velike podpore od staršev, ker preprosto niso imeli časa in so morali delati. In smo pač bili prepuščeni sami sebi. In pač, ko sem jaz prišel v Črnuče, je ona videla, da je moj zvezek katastrofa in je takoj poklicala 3 moje nove sošolke, da prepišejo vso snov iz prvega pol leta šolskega, da jaz imam pač snov, da se učim. In takrat sem pač jaz dobil prepisano vse, vem, da sem jim kupil po en Snickers, zato ker so bile pridne in so dejansko prepisale mi vse. In evo ga, tale pa prehteva po polni črti, kar je pri motoristih čisto normalno in če mene vprašaš, ko je cesta prazna, razgledna, se vidi,
ni nobenega problema, kljub temu, da ja, polna črta je. Ampak pri motorjih, glej, se da marsikaj pogolfati, ker motor je ozek, pa to, ampak ja, ne dajem vam potuho, da to počnete, ampak če že počnete, dobro preverite, če lahko to naredite ali ne. Zdaj tam v ene ovinke napolne, pa izzivati po škarice, tega ne priporočam, ampak glej, vsi smo mi krvavi pod kožo in vsi vi serjete doma tako, kaj mi, in vsi vi delate napake tako, kaj mi, tako da prosim, zadržite se pametovanja. Ker če bi vi bili na paneli oziroma na paleti, bi tudi marsikaj mi o vas lahko napisali. Tako da živi, pusti živeti. Skratka, Jeršička me je učila geografijo, nisem imel pojma. Evo, recimo v tem primeru jaz prehitim lepo Vespico, na notranjem pasu sploh nisem šel čez črte, ker lahko. In mi je bilo zanimivo, ker sta ta dva Italijana z Vespo se vozila in oni imajo vsi odprte čelade, pa tako je mraz. No, evo, tukaj imate pogled na črni kal, ki je fantastičen. Včasih je ta črni kal bil poln vozil, ko so pa odprli avtocesto, je pa to raj za motorje, ker je večinoma prazna. No, to je pa ta znameniti veliki ovinek, najbolj ostri ovinek, kjer se da res založiti, če znaš, a ne. To jaz nisem, ampak ja. Skratka, s pasom je spustil, je šel naprej in na moje presenečenje je tukaj poglejte si, evo ga, 3, 2, 1, kje si debeli, ne skušal je drgati zadnje čase, 3, 2, 1, eno ga tukaj in dejansko je, on mene snemal za story na Instagramu, glejte, to je story na Instagramu, pofollowite me Dinoti in jaz sem šel kar naprej. Evo nas tle pri Biki burgerju, to ti je kar stalenca, kjer se ustavljajo motoristi, grejo na burger, pijačo pa dober razgled je. Pa tukaj lahko postavljaš tudi, kako motorje se peljejo. To. Go R2B. Napis, da te turbince res nimajo neki zvoka. Malo smo slišali blow-off, ampak ja, je pa lep. Čuješ ga, a ne vidiš ga. Glej ga, uletava s paso. Polako, ne mi preveč, stari, da me nož padel. Vaj. Počutam se kot Italijani, stari, kad se derejo. Ohoho, malo cestaka, ajde. Ok, kakšne motorje imamo ketle pri Vikiju? Evo ga, te Triumph, tega sem gledal lani. Je kar lušten motor, mi je všeč. Evo, potovalci. Pa evo ga, Yamaha 3 City. Glej, stari, ne veze, sta 2 kolesa ali so 3 kolesi, vsi ljubijo veter v laseh. Pa imamo pol tukaj. Tukaj imamo tudi neki, ne vem kva je. Aha, BMW, Boxer, prihaja tudi na Yamaha. Cool. Pol moja malenkost, ADV. Hud kapajk, stari moj, univerzalc Kamela, jaz mu pravim. Tukaj imamo eno Yamahico, Pazerca stara, pa imamo Tracerja 9-ko, pa imamo tukaj enega GS-a, old school, evo ga, spaso ga že slišal, evo ga. Dobre, spašo, dosti je. Glej ga. Kaj mejkan otrok, gor dol. Imamo še eno Yamahico, tukaj. Pa je ena stara, super Tenere, 750, old school. Saj vidiš, 2 žarometa spredi. Dober je model, no! Dober je! Kurbarija, kaj mehan otrok si, gor dol. Ne mrzlo, ne moš še to. Itak, sem si ga dobro založil. Čak da vidimo, koliko so kaj gume. Stari, vse so kar tople, veš, pa ljepljive tudi. Samo, gledaj to! Vrjatu, koliko kilometrov si naredil do zdaj? Največ v svojemu življenju. Ja, koliko je zdaj to? 4 ure pa pol, približno, z eno gumo. 4,5 ure? Ja, s tem, da sem mogel motoru laufati. EC Project. Koliko ti je tako vroč, stari? Ne, tam da našel naprej dol. Tam pa ja. Ja, tam je pa gotovo. Brutalizem, slišam te tam dol. Potem pa vidim, potem pa slišam tam gor. Ja, prav vidiš, pa vidim.
Prijatelj, nekaj sem opazil. Zdaj ti manjka šrauf. To od hitrosti, ja. Glej to. Tole bi pa ti do doma zgubil, prijatelj. Bi, ja. Dobro, da imamo še enega doma. Še enega imaš? Ja. Glej to. Tole dej dol, odvit. Sam to je gor na zajlo. Vroče ko prasica. Na zajlo je. Ne, to je sam Dej, da kroček. damo mi v mojo kamelo. To, odvit to, prijatelj. Ne moš, Stari je moj- vroče ko prasica. Bodino dol, stari rkavico. Pazi for Komine firma. Komine. Kupil leta 2006. To je prav japonska, pri nas ne moš kupati Komine. To je en model uvažil, bil je na Kočevju, po Kočevju. Stari rokavice, 20 let stare, prst do konca. Kadarkoli kupam rokavice, kjerkoli, vedno je tokle še gor na vrhu. Do konca. Z njimi sem preživel vse motore do zdaj. Ajde, če lahko odvil. Prijatelj, Kva dela ta Aprilia, a? ludnica. Toliko je hitra, da odpadajo šafi, zdaj se proti... Kaj smo rekli, Italijan? Italijan, otpadaju šarafi, matice, ulje, duša moja. Čakaj, pa to je en avion, pa pogledaj to, poznam to. To poznam, pizda. Lega. Opet posnet. Ajde, ja. Lega. Da, Dinko. To je za naš repertoar. To poznam, kaj je to prijatelj za en stroj? Razloži. Suzuki Pepsi, 500 kubikov. RGV, Koliko motherfucker. kubov? 250. Prijatelj, tole je pa letnik kjer? Ne vem, moram pogledati. 93. Živijo, zdravo. Sorry, ker sva te kar napadla, ampak dober zvok, dober. On snema unga model, jaz sem ga takoj slišal. Nisi edini, ki pretirano pozorno. A ne? Ja, tega več ni, ne? Čak, to je dvotakten, ne? Dvotakten 250. To je ka una RS 250, ne? Res ima od tega motorja. Aha! Res ima od Suzuki. Tako je. Zabavaš. Ja, res dvocilindar od Suzuki. Ampak to ni Rotax, Rotax je bil... Rotak smo mes doma, one dve, 125. Aha, to pa ni. To ni. Koliko konjev je to? Ne vem, ker je motor še nek, ne vem, ne vem, biti tam med 80 pa 90. Sam to je kar denarja zdaj, a? Daj prijatelj malo to. Mi smo... Mi smo navdušenci. Ja, mi smo, ja. Navdušenci nad dvotaktnimi motorji. Aha, kurbal. Aha. Ja, ni tako ka prnajnih. Da je to... Ja. To je to. Prijatelj moj, to pa je. Spasa mora takoj na TikTok. Followite Spasa na TikToku. To, vonjave. Evo ga, Spasić v elementu. Spasić v elementu. Hudo, hvala ti, ki si pokazal, prijatelj. Poglej si, to bo na YouTubeu, tako da veš, dinoti. Boš bil zvezda zdaj. Pičke padajo na take motorje. Res. 2 leti ni bilo na soncu. A zdaj prvič? Kjero Po eno leto in koliko? imamo mi sreča, stari? Ne moreš verjeti. Da se niste ustavil. No, ko smo si ogledali tega Suzukija, potem smo šli proti morju. Če ne veste, zdaj tale cesta po novem je 90 na uro, ni več 110 ali koliko že, ali 130, ampak je 90, da ne te kazen fasali. To so se Primorci priborili, zato ker so jim težili za vinjeto. In končno morje, Žusterna, končna postaja. Kar megla na morju. Evo ga, prišel sem. Brez zadnjih 10 dni je kar megla tle. Po Ljubljani sonce. To je čudo, ker ponavadi je v Ljubljani megla pa tle sonce. Veš, da sploh ne vem, kdaj sem videl megla na morju. Zdaj jaz sem prišel, zdaj grem tja parkirati Žusterno, nekaj pojest, še spasati, poklicati, to je to. Ja, noč, tlele gremo v tale rock bar. Ponovadi jest, ponovadi jem piščanca, cvrtga, pa te trakcije je ful dober. Tokrat smo vzeli burger. Če niste bili
priporočam, da je dosti pride motoristi, pa to pa not lokal je ful dober urejen, v stilu tako bajkerski. Res je dober feeling in vedno pridem sem. Tukaj, glej, moraš biti, če še nisi bil, glej, pejt. O, ljudi moji, vidiš, ta smo fino dobili. Hvala ti puno. Evo, ljudi moji, burger. Glej to. Glej to. Rekao je on samo jedan, dosta će biti. Svi, svaka čast, hvala. Parijato, a? Daj zagrizi matricu, daj pokaži, daj da vidimo, no? Zagrizuj tvoj čovječe. Abo, stari moj, ti si ga zagriznuo ko da nisi bio u njoj. U njoj godinama. Dobar tek, Spasić, hvala kad si se pelu do sam. Od zdaj naprej pa ne bom več snimil, ker se mi ne da več kamera ukvarjati. Pa samo žemom. Nazaj grede pa jaz peljem zase. Legendaren G. McLaren. McLaren. Ajde, folk.